iz Islamabada, kako resno Pakistan jemlje prizadevanja predsednika Trumpa, da ga vključi v Abrahamove sporazume. Ali se to dojema kot pravi diplomatski pritisk, ali bolj kot seznam želja, oziroma celo kot tehnika preusmerjanja pozornosti, ko gre za pogajanja z Iranom, pri katerih Pakistan močno sodeluje. Prav, Nikol. No, lahko bi bilo katero od teh stvari. A vendar je pomembno, da si v tej razpravi zapomnimo, da ima smisel, da predsednik Trump to predlaga. Zakaj? Zato, ker poteka razprava v regiji, po vsej regiji. Morda ni na ravni, veste, voditeljev držav, vendar poteka razprava, da obstaja skupna grožnja, ki je združila Združene države, Izrael, zalivske države ter nekatere večje arabske in muslimanske države. In soočajo se s skupno grožnjo iz Irana in iranskih posredniških skupin. Torej obstaja argument za to. O tem poteka razprava. In povedati vam moram tudi, da ko je podpredsednik J.D. Vance prišel v Islamabad, v pakistanskih medijih potekala razprava, ne na ravni vlade, definitivno, vendar so ljudje, veste, politični krogi razpravljali, morda bi morali imeti Izrael na mizi v pogovorih v Islamabadu, ker je Izrael očitno ključni igralec. In če želite imeti dogovor v regiji za mir in če želimo, da so pogovori v Islamabadu uspešni, bi moral biti morda tudi Izrael na mizi, skupaj z ZDA in drugimi stranmi. Torej, v regiji poteka razprava. Zdaj, morate se spomniti ene stvari. Njanse v tem primeru, v tej razpravi o Abrahamovih sporazumih, so pomembnejše od podrobnosti. Zakaj? Ker nobena od držav v regiji, katerih voditelji so bili na tem klicu, s predsednikom Trumpom, ko je omenil idejo, da bi bila širitev Abrahamovih sporazumov del iranskega dogovora, nobena od teh držav dejansko ni uradno javno povedala, ali se bodo pridružile Abrahamovim sporazumom ali ne. Imeli smo neimenovane vire, ki so govorili za njihove uradne državne medije in podobno. Ampak nihče dejansko ni uradno nastopil, da bi to zavrnil ali, veste, zavzel neposredno stališče. In to vključuje mimogrede tudi Pakistan. Ker obrambni minister Pakistana, Khwaja Asif, ki mimogrede ni neposredno vpleten v pogovore z Iranom, ampak je bil zelo odkrit, ko gre za Gazo, vojno in Izrael. Pojavil se je v televizijski oddaji in povedal svoje mnenje. In bil je zelo zmeren, mimogrede, Nikol. Ves čas je ponavljal, da je to njegovo mnenje. Ne bi se smel pridružiti abrahamskim sporazumom v tem trenutku, ampak prepuščam vladi, da odloči, veš. Torej, bil je zelo zmeren, zelo previden. Torej, v bistvu Pakistan uradno ni izdal izjave, ki bi zavračala ali sprejemala to, kar je rekel predsednik Trump. Imeli smo televizijsko pogovorno oddajo, kjer je obrambni minister govoril o številnih stvareh, domači politiki, različnih temah, iranskem sporazumu, veš. In so ga vprašali tudi o abrahamskih sporazumih. In bil je zelo previden, zelo pazljiv, rekel je, to je moje mnenje, ne bi smeli. Torej, v bistvu nobena od držav o tem javno ne govori, ampak ima smisel govoriti o tem, veš, o odnosih z Izraelom. Ker so vse te države zdaj po tej vojni ugotovile, da imajo skupno grožnjo iz Irana. To je ena stvar. Glede Pakistana, ali Pakistan obžaluje, da ima skupno grožnjo iz Irana? Ali se Pakistan tako počuti? Pred samo 2 letoma je iranska revolucionarna garda izstrelil 3 rakete na Pakistan. Pakistan pa je odgovoril tako, da je poslal svoje lovce v Iran, da so vrnili ogenj kot povračilo. In to je bilo januarja 2024. To je bilo seveda skoraj leto in pol pred tem, ko sta Izrael in Združene države Amerike junija 2025 napadla Iran. In seveda, zdaj imamo to vojno 28. februarja. Torej, Pakistan in Iran sta po islamski revoluciji leta 1979 postala strateška tekmeca. Bila sta v strateškem tekmovanju glede Perzijskega zaliva, glede Afganistana, vpliva v Afganistanu ter vpliva v Južni Aziji in odnosov z Indijo. Obe državi, seveda Iran in Pakistan, imata različne vrste odnosov z Indijo. Tako sta bili ti dve državi v strateškem tekmovanju, vendar sta ohranili komunikacijski kanal, ki ga predsednik Trump zdaj uporablja za pogovore z Iranom. In tu je vstopil Pakistan. Tako veliko ljudi mimogrede nikoli tega ne ve, da sta imela Pakistan in Iran po letu 1979 zelo, zelo težaven odnos.
In edina stvar, ki je resnično preprečila, da bi ti dve državi šli v popolno vojno, je bil ta kanal. In seveda to ni ustavilo iranska revolucionarna garda, da ne bi izstrelili raket na Pakistan, Pakistan pa je seveda odgovoril. In to je bilo, mimogrede, če se spomnite, Iranci so takrat trdili, da napadajo Mossadove postojanke v Pakistanu, kar je bilo seveda smešno. In Pakistan je rekel, da to seveda ni res. In potem so Iranci to trditev umaknili in rekli, veste, ne, počakajte malo, napadali smo upornike. Takrat so napadli tudi Irak in Sirijo. Torej, bistvo je Pakistan in zaključil bom še z eno zelo pomembno stvarjo. Za Pakistan, veste, že skoraj 2 desetletji pokrivam vprašanje nacionalne varnosti v Pakistanu. In strogo iz svojih izkušenj vam lahko povem, da je moje razumevanje takšno, da si pakistanska država želi imeti dobre odnose z Izraelom. In če se spomnite, pravzaprav pakistanski predsednik Musharraf se je leta 2005 srečal s takratnim izraelskim predsednikom vlade Arielom Sharonom, mislim, da v New Yorku. In bil je prvi voditelj velike muslimanske države, ki je leta 2005 nagovoril zbor ameriških judovskih voditeljev v New Yorku. In to je bila velika stvar. In mimogrede, prav po tem velikem preboju in govoru pakistanskega predsednika, takrat smo začeli opažati, naprimer, da je Izrael začel odpirati gospodarske urade. Ne ravno veleposlaništev, ampak gospodarske ali poslovne urade v Dohi, v Katarju, v Dubaju, v Združenih arabskih emiratih. In seveda to je bil začetek dolgega procesa v naslednjih 15 letih, ki je na koncu leta 2020, pred 5 ali 6 leti, pripeljal do Abrahamovih sporazumov. Tako je, Pakistan, mimogrede, zunanja ministra Pakistana in Izraela sta se prvič srečala tudi leta 2005 na prvem uradnem medvladnem srečanju na ravni zunanjih ministrov Pakistana in Izraela. Srečanje. Zagotovo je tam veliko zgodovine, ko gre za vse odnose med temi državami. Ahmed Kureši, hvala, da ste se nam pridružili v tej razpravi. Cenim to.